V sredo 4. maja je v prostorih knjižnice potekalo predavanje o slabostih in prednostih vlaganja v plemenite kovine. Vsaka naložba ima prednosti in slabosti, zato je pomembno, da jih posameznik spozna pred vlaganji, da kasneje svoje odločitve ne obžaluje. Vse to in še več nam je v 45-minutnem predavanju predstavila izkušena premoženjska svetovalka. Pozdravljeni, gospa Irena. Prihajate iz premoženjsko-svetovalne pisarne. Najprej bi vas vprašala, glede na to, da živimo sedaj v času največje finančne krize, a je smiselno sploh varčevati? Kar se tiče varčevanja, je iz zgodovine nekako, ali pa sploh v Sloveniji, nekako slab prizvok varčevanja. V resnici pa to ne pomeni nič drugega, kot da si dal en del dohodka na stran, da ga boš porabil malo kasneje. Zase ga boš porabil, samo malo kasneje. In vse cilji, ki jih ljudje imajo, se v bistvu še zmeraj obstajajo. Ljudje imajo želje, imajo cilje, želijo si nekaj ustvariti v prihodnosti in brez varčevanja pač ne gre. V preteklosti smo bili navajeni, da je banka kar za vsako stvar s krediti poskrbela. Danes so tudi banke veliko bolj previdne pri svojem dajanju kreditov. Mi pa že v preteklosti temu nismo bili pristaši, mi smo ljudi pač poskušali navajati na to, da poskušajo en del dohodka dati na stran, pa čez nekaj let to kupiti z nekim donosom. Zakaj plemenite kovine in za koga so te zanimive? Naložbe v plemenite kovine pravzaprav pokrivajo segment tako rekoč od otrok do starejših ljudi, od tistih, ki imajo bolj konzervativni prizvok, do tistih, ki radi tudi bolj dinamično varčujejo, ker plemenite kovine imajo nihaje, tako navzdol kot tudi navzgor. V kriznih časih pa je to neko tako pribežališče pravzaprav za ljudi, ki želijo bolj na varnem imeti svoje sredstva. Ker pa je z vidika donosa razmišljalo, v bistvu na tak način je razmišljalo veliko ljudi, da bi radi zaradi varnosti investirali v plemenite kovine, so seveda kovine začele pridobivati tudi na ceni. In danes so zanimive tudi zaradi donosa, predvsem pa še zaradi davčnih prednosti, ki jih ljudje pri tem lahko tudi izkoristijo, ker ne zapadajo pod obdavčitve. Sam trend plemenitih kovin verjamemo, da bo trajal še kar nekaj let v prihodnost, pa kljub temu želimo pred vsakim vlaganjem v plemenite kovine ljudi svetovati, ker ne obstajajo pri nobeni naložbi samo plusi, ampak tudi minusi. Zaradi tega pač je dobro, da vsak pred investiranjem ve, kakšna je razlika v ceni, kje naj hranijo plemenite kovine in vse podobne stvari, da pa so dobre priložnosti, o tem pa znamo veliko tudi povedati. Zato pa verjetno poskrbite vi, ne, svetovalci. Tako. Največkrat ljudje se sprašujejo pred investiranjem, zakaj pravzaprav bi danes potreboval svetovalca oziroma koliko me ta svetovalec stane oziroma ali se mi bo to sploh povrnilo pri mojem investiranju. Mi kot samostojni podjetniki smo se odločili, da pravzaprav svetovanja ne zaračunamo v denarju, ker večkrat nas kdo pride samo vprašati, ali imam prav življenjsko zavarovanje, ali sem na pravi način investiran. Včasih je ljudi malo strah, pa želijo kako dodatno pozitivno informacijo z naše strani in če bi mi vse to takoj zaračunali ljudem, pravzaprav noben mogoče ne bi našel smisla v tem. Mi pa tudi na dolgi rok kot podjetniki mogoče ne bi imeli dobrih uspehov. Zato je naša želja, da mi ljudem dobro svetujemo, plačani smo pa kasneje od ponudnikov, tam, kjer se stranka za kaj odloči, a so to področje plemenitih kovin ali mogoče potrebujejo zavarovanje, vendar delamo na način, da vsakemu naredimo eno analizo, en povzetek stanja in priporočila, ki jih tudi zapišemo. Ravnamo se po navodilih Centrale za zaščito potrošnikov, da nekje pravzaprav priporočamo tisto, kar kdo potrebuje. In kdaj lahko pričakujemo v Slovenskih Konjicah vašo pisarno? Ja, jaz računam na to, da mogoče, če ne v letošnjem letu, pa vsaj na začetku naslednjega leta. No, se veselimo. Najlepša hvala. Hvala tudi vam za povabilo.